Gospod Podobnik, torej... Bom dal, kje se tako? Vsi smo tukaj smo vsi. Čemu pripisujete tako velik poraz leta? Najprej bi rad povedal, da so danes imeli volivke in volivci priložnost, da so izbrali dva dobra predsedniška kandidata. Kdorkoli bi bil izvoljen, bi bil dober predsednik slovenske države. Po teh usporednih glasovanjih so dali veliko prednost dr. Danilo Türku, za kar mu tudi iskreno čestitam. Prav tako pa se zahvaljujem Lojzetu Peterletu za veliko energijo, ki je vložil ves ta čas volilne kampanje. Ta velik rezultat, ki ga je dobil dr. Danilo Türk, je tudi za njega velika obveza, da bo to svojo povezovalnost dejansko veljavno kot predsednik države in ne dvomim, da je ne bo. Kaj bi to pomeni z vas, stranko, tak velik poraz in njegov velik rezultat za stranko? Najprej bi vam odgovor na vaše prvo vprašanje. Pokazalo se je, da so bile letošnje predsedniške volitve odločene v prvem krogu. V drugem krogu je poskušal kandidat gospod Peterle z nekoliko bolj jasnimi stališči preseči zaostanek, ki se je zgodil hitro po prvem krogu, ampak očitno volivke in volivci tega niso tako razumeli in so se pač odločili, kako so se odločili. Drugače pa je pred slovensko vlado, tudi pred našo stranko, ključni projekt, ki mu rečemo uspešno vodenje Evropske unije in temu mora sedaj slovenska politika v opoziciji in v vladi posvetiti prav vso pozornost. No, do vladne stranke se bo podprle gospoda Lojzeta Peterleta in to je potem takem tudi poraz za vladne stranke? Najprej je potrebno povedati, da je bil gospod Peterle kandidat skupine državljanov, ki pa je dobil tudi podporo strank. Slovenska ljudska stranka ga je podprla dosledno, tudi bila aktivna v okviru dogovora z volilnim štabom. Sedaj je zelo pomembna naloga, na kakšen način prepričati volivke in volivce v prihodnjem obdobju. Ena od možnosti, ena od teh je tudi ta, da se Slovenija izkaže kot dobra predsedujoča Evropske unije in da bodo od tega tudi slovenski državljani in državljanke kaj imeli in bodo znali nagraditi potem tudi vladne stranke v prihodnje leto. Gospod Podobnik, se vam zdi, da je morebiti v tem drugem krogu ena izmed vladnih strank, ne konkretno Desus, ampak ena izmed teh treh pomladnih strank, držala podporo oziroma dala podporo s figo v žepu gospodu Peterletu v tem drugem krogu? Ne. Ste prepričani v to? Prepričan sem v to, da so, pač seveda lahko govorim za Slovensko ljudsko stranko, ampak poglejte, volivke in volivci ne sledijo celoti, bi rekel, priporočilom ali pa drži strank, katere volijo. In to je tudi čar politike in tu je tudi poseben status predsedniške funkcije v slovenski državi, ki presega programski politični, bi rekel, domet posameznega kandidata in prav je, da je temu tako. Se vam zdi, da je poraz Lojzeta Peterleta v bistvu poraz desnice v Sloveniji kot desnice, politične desnice? Sedaj me spominjate na to klasično delitev levo-desno, na kulturni boj, na teme, ki so morda preveč prevladale v prvem krogu. Kajti v prvem krogu se je odločilo, kdo bo predsednik države, ne v drugem. Pri predsedniku države ne gre za levo-desno, ampak gre za prihodnost države in za povezovalnost in za teme, ki so pomembne na simbolni ravni za ljudi, tako da jaz jih ne dojemam tako, kot ste vi vprašali. No, kje potem pa vi vidite, da je Lojze Peterle kiksnil, da ni zmagal? To bodo povedali analitiki, politiki vedno gledamo nekoliko ožje. Tu bodo širše analize povedale, najverjetneje je bil zelo poguben, ker je zelo zgodaj stopil v ta predvolilni čas in je ogromno energije pravzaprav vložil to, ko je obiskoval Slovenijo. Drugo, njegov volilni štab se je potem v prvem krogu in po mojem mnenju pogumno odločil in je z zelo povezovalno govorico nagovarjal tudi politični krog, ki mu sam v preteklosti ni pripadal, torej ta širšo politično sredino. In ker je bilo v prvem krogu veliko kandidatov in to dobrih, se je potem njegov bazen iz prvega kroga relativno zožil. V drugem krogu pa je potem moral volilni štab seveda odreagirati in se je odločil za nekoliko bolj jasnejšo govorico, tudi v distinkcijah, kakšna je razlika med njima do posameznih vprašanj, kar je pravilno, da so pač vse vprašanja odprta in se na njih odgovarja, ampak volivke in volivci so se očitno odločili že po prvem krogu. Se strinjate z oceno gospoda Boscarola, da so rezultat predsedniških volitev krojile zgodbe, za katerimi so stali določeni centri moči? Predsedniške volitve so eminentni politični dogodek, tudi na simbolni politični ravni v Sloveniji in je zato
najverjetneje možno veliko interpretacij. Ampak predsedniški kandidati morajo na to računati in izkušene politične stranke in tisti, ki so pač podprli posameznega kandidata, prav tako. Na vse te nepredvidene ali pa predvidene situacije moraš imeti prepričljive odgovore. To je moj odgovor na to vprašanje. Gospod Podobnik, če gremo malo šahovsko, gledamo, kakšnega igralca je zdaj na tabli šahovski izgubila slovenska pomlad? Gospod Peterle je še vedno najbolj prepoznavna evropska politična osebnost in ta rezultat mu ne sme vzeti korajže in delovnosti in poguma, da bi še naprej kot zelo znan evropski europarlamentarec pač preprosto predstavljal Slovenijo v Bruslju. Tudi nov predsednik države bo lahko v marsikaterem področju računal na njega kot zunanja politika te ali katerekoli bodoče vlade. On je pač preprosto človek, ki ima toliko političnih izkušenj, predvsem pa je tako znan v teh eminentnih evropskih in svetovnih političnih krogih, da ima tukaj še veliko priložnosti, da bo še naprej močan tam, kjer je pravzaprav najmočnejši. To pa je mednarodna politika. Barbara? Torej, gospod Drobnič, danes ni hrane okrog nas, pa vseeno. Kako vi gledate na ta rezultat, ki ga je dosegal gospod Peterle? Vam je žal, oziroma kje morda vi vidite, da je bilo tista figa v žepu morda nekoga? Ja, to je pravzaprav Lojzetov osebni rezultat njegovega dela. Če povežemo še z delovanjem vlade in tem rezultatu, koliko je podpore vlade, potem je tu nekje zraven. Hkrati pa lahko domnevam, da tudi ta omrežja koalicijskih strank pravzaprav niso delovala v njegovo korist. In konec koncev se tudi danes tukaj le vidi, koliko je bila ta podpora. In to je to. Ste lahko malo bolj konkretni, ta koalicijska nepodpora, recimo temu, vemo, da Desus ni podprl, ki je vladna stranka, je tukaj morda še kakšna stranka? A seveda. Če povprašamo ta omrežja, lahko hitro ugotovimo, koliko je bila ta podpora slaba, neiskrena. Pa ste lahko bolj konkretni, na koga ciljate? Če sem povedal, koalicijska omrežja. Še nekaj me zanima, se vam morebiti zdi, da se lahko v prihodnjih dneh, tednih, mesecih zaradi tega poraza nepodpore iz koalicijskih strank, ki je bila s figo v žepu določena stranka, recimo temu, da se lahko tudi koalicija začne krhati? Mislim, da na to ne bo vplivalo. Bo vplivalo na zbistritev političnega prostora in očitno se bojo že počasi nakazovala povezave za naslednje parlamentarno obdobje. Ste optimist za svojo stranko? Jaz sem optimist za tiste prave sile, ki morajo še veliko postoriti za to, da bo Slovenija polno demokratična dežela, uspešna in da bomo lahko ponosni na blaginjo in da bojo seveda tudi tisti, ki so nekako na robu te družbe, da bojo imeli boljše položaje. Najlepša hvala. Prosim. Gospod Pukšič, povejte mi, je to poraz za pomlad ali samo poraz za Lojzeta? Ne, to ni noben poraz, ne za Lojzeta in ne za pomlad. Jaz sem sicer pričakoval, da bo Lojzet Peterle, ki je bil dober kandidat, dobil več, da bo razlika nekoliko manjša, ampak žal tega se je povezovalo tako z rastjo inflacije, kot z rastjo cen. Ni se pa ga se žal povezovalo tudi z rastjo gospodarskega produkta, na kar seveda ni imel nobenega vpliva. In Lojzet Peterle je pravzaprav v tem dosegel na vse zadnje celo dober rezultat. On je bil odlični kandidat. Bi pa rad v tej priliki seveda tudi dr. Danilu Turku čestital v zmagi in sem prepričan, da bo odličen predsednik. Se vam zdi, da je SDS kot stranka iz vlade, ki je podpirala v bistvu Lojzeta Peterleta, da so člani pa vseeno malo držali fige v žepu pri tej podpori? Težko bi vam jasno to odgovoril, ker sam kot poslanec in kot župan Slovenske demokratske stranke smo naredili vse, zbrali 2% podpisov za podporo in jo postavili takrat volilnemu štabu in seveda tudi sedaj je bil gospod Lojzet Peterle, kako tudi dr. Danilo Turk, oba sta oba kandidata na obisku na Destrniku. Mi smo svoje naredili, državljanke in državljani so pa odločili. Hvala. Tudi vam.